Črnomelj, Jaz sem se dekla že France. Ne, pa še kaj nekaj. No, takole smo se čez polevali Brezovico, ki je na višini 588 metrov, lepo začeli spuščati in voziti po Beli krajini. No, dokaj je tak lep pogled, ne, in ponavadi takole zgodaj zjutraj, ker je vse pod meglo, danes, bom rekla, vse majhen lahko vidimo, ne, in takole levo je bil že odcep proti prvemu takemu večjemu belokranjskemu mestecu. V zadnjih letih postal tudi kar priljubljeno vikendaško področje za Slovence iz osrednje Slovenije. No, drugače pa Belokranti v Beli krajini kar lepo domačini prikazujejo, tako da zaprav, ki ga imamo zdaj tukaj na te številne tako domove kot vikende, kot zidanice, ne, in pa tako tista prava Bela krajina. Področje, ki je v Sloveniji pravzaprav ravno zaradi in pravzaprav življenje tukaj za prebivalce dosti težko. Zdaj, ko so majhne ceste uredili, čeprav ste videli pot, po kateri tam, ne samo da imajo kakšne torej penzione ali pa gostišča, ampak pogosto, kot sem omenila, obrti. Bela krajina je pravzaprav kar veliko svojih prebivalcev prihaja oziroma so pomembni v slovenskem prostoru, bili ali pa so še, tako da odtod prihaja Župančič, prihaja Ilka Vaštetova, pa ne nazadnje, bom rekla, v zadnjem času kar precej poznana in večkrat imenovana družina Poličev. Tako da so tukaj ljudje, pravzaprav zelo na široko se razpotegnil, ne, pravijo sicer, da so bili in jaz pa to področje tudi poznano iz obdobja druge svetovne vojne, kar nekaj spomenikov tukaj boste lahko videli. Je pa tako, da ponavadi skozi ta vsvite na levo posojilnica in pa zanimiva ta farna, pa še ostank Ljubličico, kar precej visoko, reka Dobra je potem tudi tam v bližini. In počrojeno šolstvo, tudi kar nekaj srednjih šol različnih profilov, tako da potem na fakultete jasno hodijo pa ali v Ljubljano. Je pa tudi bila navada, da so kar nekaj hodili tudi v Zagreb, še posebej na določene šole. Razlog, ker je bil tukaj nastanjen glavni štab Narodno-osvobodilne vojske. In ker so zvedeli, kaj se pripravlja, so se potem še pravočasno premestili v Črmošnice. To so pa bili kraj, pridno smo se mi začeli vzpenjati gor na Brezovico. Danes Črmošnice bolj kot vikendaško naselje, tudi posebnost za te kraje, tudi pomembnost, da imajo tam smučarsko vlečnico, tako da je tudi možnost smučanja. Drugače pa zdaj ste videli, tukaj je pravzaprav odcep levo v krajinski park Lahinja, ki se ga tudi gremo včasih pogledati in lahko rečemo, da ta krajinski park je nastal leta 1958,
1998 oziroma je dobil ta naziv. In tukaj je nekaj zelo zagnanih entuzijastov, ki se ukvarjajo potem s predstavitvijo torej samega krajinskega parka, ki je, pravijo, da naj bi dobila ime po vinih, latinsko vinitum so rekli tem kraju, ki so mu gospodovali tudi Japoni, pa Turjačani, pa lahko rečemo, da več kot 100 let so tukaj Turki. V drugi svetovni vojni so to področje zasedli Italijani po kapitulaciji, potem so prišli sem partizanska vojska. No, mogoče edin zanimiv še podatek, da so tam v 1919. letu za 3 dni prebivalci prevzeli oblast, no, ampak po 3 dnevih so jih enostavno odpravili to samostoj. Ampak Vinica, kot veste, zdaj tudi turistično zanimiva, ob Kolpi različni kempi, različne možnosti preživljanja dopustov. Reko Kolpo, drugače pa, če pripravite osebne dokumente, ker jih verjetno bodo prišli pogledati. Imamo skozi predore, pa takole že zdaj prezgodaj, ampak drugače pa številna kopališča, kampi, tako da Kolpa je kar prijetna poleti za preživljati.